Prav lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Na današnjo nedeljo sledi še zadnja tekma 12. kola te sezone naše prve lige. V Kranjskem športnem centru se bosta udarila Triglav in Gorica, tekmeca, ki sta si vzajemno neugodna in ki bosta vsak zaradi svojih razlogov seveda danes želela odnesti vse 3 točke. To so dobre kombinacije za Goričane. Prva velika priložnost v 8. minuti. Kranjčani so imeli 2-3 situacije, kjer bi lahko zelo dobro stekli v obetaven protinapad, pa so vse skupaj zapravili slabo prvo podajo. No, kaj pa tole? Tole je zdaj velika priložnost za Gorico. V zadnjem trenutku je sicer najprej uspel Elzner preprečiti zadetek, nato pa se tega ni dalo več in v 21. minuti je Gorica povedla. Tole si bo veljalo ogledati še enkrat. Velika napaka kranjske obrambe. In tudi v izjavah pred tekmo so govorili, da upajo, da se jim bo sreča tokrat nasmehnila na njihovem terenu. Filipović je dobro odmeril tale udarec. Lepo preigrava David Tijanič, Majcen je tam prevzel žogo, Tijanič je že v kazenskem prostoru, Mlakar bo morda pošiljal predložek. Kakšna priložnost za Diksona Afoakvo. Teče pa že zadnja minuta rednega dela prvega polčasa in samo še malo časa na voljo Kranjčanom, da si popravijo izhodišče za drugi polčas. Imeniten zadetek Toma Žurge. Kar naenkrat se je znašel z morjem prostora pred seboj in okoli sebe, izkoristil ponujeno in natančno odmeril strel nizko ob desni vratarjevi vratnici. Kar zdaj spodajo proti Majcnu in tam je Žurga prišel do žoge, priložnost in gol! Zadetek številka 3 v tej sezoni Marka Gajiča in vodstvo Triglava že po dobrih 5 minutah igre drugega polčasa. Tokrat je bila goriška obramba tista, zdaj velika nevarnost in 11-metrovka. Andrija Filipović na tleh, nad njim je prekršek storil Drilon Kreziju. Poglejmo, kaj se je dogajalo. Kotnik se je tam zapletel. Neprevidna reakcija Drilona Krezija in priložnost za Gorico, da hitro izenači. Ali je Filipović dobil rumeni karton? Ne vem, zakaj bi ga. Zdaj, če ga je pa Kreziju, je pa to drugi rumeni karton in izključitev za Kranjčane. Kako se je vse skupaj hitro obrnilo. Osuđi, močan in natančen udarec z bele pike. Skače Žurga tam ob Matiji Kavčiču, ampak ni mu uspelo bolje spustiti žoge. Tole je lahko nevarno, kajti Osuđi bo tam gotovo pobegnil šali. Prevzel ga je Žurga, ki je pritekel povsem nazaj. Še nevarno. Ali je gol? Mislim, da je. Tako je. Sodniki so označili zadetek, torej je Rok Elzner izbijal potem, ko je žoga že prešla črto in Kotnik je strelec tretjega zadetka za Gorico. Tule se je Čadež spravil v neroden položaj. Zdaj dobro preigravanje Mlakarja, priložnost in brani Sorčan. Tine Kavčič, pa zdaj Kotnik, ki je pravočasno dal žogo proti Guliču. To je velikanska priložnost za Gorico. Hodžić je pobegnil, pravočasno podal in potem je tole zgrešil Đuzdanović. Čadež pod pritiskom, velika napaka. Gulič sicer ne more takoj poskusiti, lahko pa poskuša vseeno. Velika priložnost in zdaj je Gorica izkoristila zaključno žogico. Bede Osuđi je še drugič strelec na današnji tekmi.
Jasno, Kranjčani so kar precej tvegali v tem. Pa jaz sem videl začetek, začeli smo malo slabše zaradi neke taktične stvari, ni bilo tako, kot smo se dogovorili. Potem se pravi v prvem polčasu po 30 minuti smo odigrali dobro in pa potem v drugem polčasu žal po izključitvi in pa 11 metrovki smo pa želeli, igralci so pokazali voljo, željo, žal nimam jim kaj zameriti, žal smo izgubili na koncu. Ja, dobra tekma. Mislim, da smo prvi polčas mi odigrali odlično, da bi mogli po 1:0 potem tekmo že v bistvu rešiti, vendar nismo bili dovolj natančni in konkretni pri zadnjih podajah in zaključkih. Gol v zadnji minuti polčasa v bistvu nam je malo dal ekipo malo nesigurnosti, kar se je potem tudi v drugem polčasu videlo na začetku, da je prišel Triglav do vodstva. Vendar potem 111 metrov, ko v bistvu, ko smo izenačili, smo imeli dovolj mirnosti, igralcev več in v bistvu smo tekmo obrnili, dali še 2 gola. Tako da, če gledamo celote, moramo biti zadovoljni, igrali smo dobro in zasluženo zmagali to tekmo.